Živijo. Tlele smo v Rogu, bivši tovarni Rog, bomo rekli na enem, Metelkova je že institucionalizirana, več ali manj to še edini košček svobodne Ljubljane. Pa ta naš, bom rekel, največji pa najboljše evropsko mesto, pa super evropski župan in tako naprej, bo en utrinek, ko ga bomo vsako eno malo večje mesto v Evropi uničil, ali kaj? Ja, upamo, da ne. Mislim, delamo na tem, da ne bi. Skušamo tudi, kot vedno, odpreti poti razprave o teh zadevah in dialoga in argumentiranja. Sicer se je župan v svoji maniri ponovno Roga lotil na zelo avtoritaren, samovoljen način. Zelo zanimivo je, da pravzaprav ga je zbodel obisk tako imenovanih Bratov Svobode. Skratka, zelo stare organizacije oziroma skupnosti, ki pravzaprav tradicija sega 500 do 600 let nazaj v Evropi. Skratka, gre za potujoče obrtnike. Skratka, gre za nekaj, kar je del evropske kulture, kar ima pravico legitimno, da obstaja v Evropi že 500-600 let. Očitno pa v Ljubljani smo v nekih časih, v katerih to vrstne oblike življenja nimajo pravice do obstoja. Mislim, da je ta županova reakcija na naše goste iz Nemčije pravzaprav zelo indikativna in pravzaprav simbolna. Gre za to, da očitno župan ne razume vprašanja multikulturnosti, ne razume multikulturnega dialoga, ne razume, kaj je to pluralnost. Skratka, v svojih politikah, tudi ki jih izvaja recimo nad začasnimi uporabniki, uporabnicami Rog, pravzaprav je to politika nekega gleichschaltanja, uravnilovke, totalitarizma različnih zgodovinskih provenienc. Od kolonializma, križarskih vojn do stalinizma in danes neoliberalizma. In očitno gre za to, da si nasproti stojita tudi dve koncepciji sveta, dve koncepciji Evrope, dve koncepciji mesta Ljubljana. Kapital pa še kaj drugega kot kapital na drugi strani. A seveda, saj kapital je v bistvu ta sila, ki homogenizira, ki poenoti, ki uničuje vsako pluralnost. Normalno. Zato ga tudi ne prenese ničesar, kar bi delovalo zunaj kapitalske logike, kar Rog je. Te Brati Svobode verjetno so bili sam povod, ko ga je mestna občina ali pa oblast, bomo rekli, mestna čakala, da je lahko začne z, bomo rekli, počas izselitvijo iz Roga oziroma... Tega še v bistvu ne vemo. So indici, da je to res. Skratka, da gre samo za nek povod, ki so ga iskali oziroma ki je župan iskal. Ampak kakorkoli, skratka, ta izjemen odpor do takšne izkušnje v mestu, ki je izkušnja, ki obstaja v vseh evropskih mestih, je izkušnja, ki je trenutno celo v ekspanziji v evropskih mestih, skratka, to je izkušnja avtonomnih, kulturnih, socialnih, umetniških centrov in tako naprej. Skratka, očitno v velikem planu gospoda Jankovića, ki je zagnal nov investicijski cikl v Ljubljani, ni prostora za to vrstne prostore. Ampak ravno potem se meri demokratično družbo, ravno po obstoju takih prostorov, ravno potem, da je mesto, da mesto sprejme Brate Svobode. Tako mesto, ki ne zna sprejeti Brate Svobode, ki na Brate Svobode pošle varnostnike, ki zaradi Brate Svobode zapira svobodne prostore, takšno mesto ni demokratično mesto.